V celjski županovi listi še niso odločali o sodelovanju v gibanju Povežimo Slovenijo. Kljub epidemiji izposoja knjig v Osrednji knjižnici Celje ni bistveno upadla. Ante Ivankovič bo pri Celju pivovarni Laško nasledil rojaka Josipa Šarca. Šentjur in Podčetrtek bosta odločala o zadnjem potniku v Ligo za prvaka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. V Sloveniji je nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo, ki namerava kandidirati na naslednjih parlamentarnih volitvah. Med številnimi listami, strankami in posamezniki, ki naj bi se pridružili gibanju, se omenja tudi celjska županova lista, prepričljiva zmagovalka zadnjih lokalnih volitev v mestni občini Celje. Njen predsednik, celjski župan Bojan Šrot, je medijske zapise o morebitnem sodelovanju stranke v gibanju komentiral takole. Celjska županova lista vstopov v to povezavo ni nikoli odločila po našem strankinem statutu. Svet stranke sprejema takšno odločitev. Jaz osebno pa sem podprl projekt, ampak osebno nimam nobenih ambicij v politiki na državni ravni, tako da se mi pa zdi dobro, da se poveže predvsem konstruktivni ljudje. Mislim, da imajo ljudje nasplošno v politiki zadosti teh zdrahih prepirov, ki so čisto neproduktivni. In jaz lahko povem, da tudi izkušnje v Celju kaže, da je povezovanje v politiki dobro in koristno. Mi že vrsto let imamo neko neformalno koalicijo zelo politično različno opredeljenih strank, se pa med seboj poslušamo, spoštujemo, konstruktivno sodelujemo in pravzaprav nikomor v mestnem svetu jaz ne namenjam tiste vloge neke klasične opozicije, kot je ljudje lahko vidijo v parlamentu, kjer noben predlog, če je še tako dober iz opozicije, ne more zagledati luč sveta. Šrot v tem trenutku še ni znal napovedati, ali bi stranka, ki jo vodi, skozi morebitno sodelovanje v gibanju Povežimo Slovenijo, lahko vstopila tudi na politično sceno na državni ravni. Težko napovem prihodnost, ampak mi smo načeloma zelo neideološka stranka, orientirana v lokalno okolje in ne vem, če se bodo moji kolegi in kolegice stranke odločili, da kakorkoli sodelujemo tudi na državni ravni. Ali vendarle obstaja možnost, da bi člani celjske županove liste na prihodnjih državnozborskih volitvah kandidirali na skupni listi gibanja Povežimo Slovenijo? Pa do tega še daleč. Do naslednjih volitev je še 2 leti praktično, ali pa leto in pol. Jaz upam, da bo ta vlada, ki predvsem za lokalne skupnosti dobro dela in dobro skrbi, ostala do konca mandata in v teh stvareh bomo bolj razmišljali, ne vem, drugo leto v takšnem času. Sicer pa je gibanje Povežimo Slovenijo na predstavitveni novinarski konferenci na naslednjih parlamentarnih volitvah napovedalo osvojitev vsaj 20% glasov volilnih upravičencev. Jaz mislim, da je prav, da vstopiš v politični prostor optimistično. Se pa treba zavedati, da ni preprosto koordinirati veliko različnih interesov, različnih let. Predvsem je potrebno najti močno povezovanje faktor nekoga, ki bo vse te različne interese povezoval. Če je interes zgolj v tem, da se pride v parlament, potem se bo to gibanje hitro izpelo. Jaz mislim, da mora biti zadaj tudi konkreten program, ljudje, ki ga bodo realizirali in še kaj. V Osrednji knjižnici Celje izposoja in vračilo knjig potekata brezstično, številne dogodke pa pripravljajo virtualno. Tako je že ves čas epidemije, a kot pravi predstavnica za stike z javnostmi Polonca Bajc-Napred, so veseli, da ne beležijo velikega upada števila izposoj, pa tudi obisk preko spletnih portalov je velik. Si pa želijo, da bi se razmere umirile in bi lahko knjižnica spet na široko odprla svoja vrata. Osrednja knjižnica Celje tudi v novem letu posluje razmeram in ukrepom primerno. Sicer obisk knjižnice ni možen kot običajno, a izposoja poteka nemoteno.
Ja, poslovanje v Osrednji knjižnici Celje je enako, kot je bilo decembra lani. Še vedno velja brezstična izposoja, kar pomeni, da si vsi gradivo naročijo preko telefona ali preko aplikacije Moja knjižnica. Gradivo lahko bralci pridejo iskat, ko dobijo sporočilo, da jih le-to v knjižnici čaka. Za vse tiste, ki morda nimajo ideje, kaj bi brali, smo pripravili zanimive bralne paketke, tako za najmlajše, kot tudi za odrasle, v katerih se skrivajo, različne knjige po priporočilu naših knjižničarjev, tako da jih lahko dvignejo v avli knjižnice. V avlo knjižnice lahko trenutno stopita le 2 osebi hkrati, sicer pa je potrebno počakati pred knjižnico. V Osrednji knjižnici Celje so se dobro organizirali že v času prve epidemije. Tudi v tem času pripravljajo virtualne dogodke. Ja, v tem tednu imamo na programu 2 izredno zanimivi predavanji. V ponedeljek, lahko si ga vsi tisti, ki so ga morda zamudili, pogledajo tudi za nazaj. Potekalo je v okviru Univerze za 3. življenjsko obdobje in sicer je bilo predavanje o tovrstnih cepivih proti COVID-19. V četrtek pa bomo govorili o epidemiji, z družboslovnega zgodovinskega vidika, in sicer bo predavala magistra profesorica Tatjana Rozman. Naslov predavanja pa bo, kako so v epidemije v zgodovini zaznamovale kolektivni spomin. Tako da jutri ob 17. uri vabljeni preko YouTube kanala oziroma preko Facebooka Osrednje knjižnice Celje, da si ogledate to zanimivo predavanje. 8. februar je slovenski kulturni praznik, knjižnice so bile ponavadi takrat odprte, letos temu ne bo tako. Osrednja knjižnica Celje je res že zadnjih nekaj let sledila kulturnim ustanovam po Sloveniji in svojim uporabnikom na stežaj odprla vrata. Vendar letos žal ne bo tako, knjižnica bo 8. februarja zaprta, bomo pa imeli spletni dogodek, virtualno literarno kavarno z mlado avtorico Ano Svetelj ob 17. uri. Dvajsetletni mladinski hrvaški reprezentant Ante Ivanković je novi član rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, s katerim je podpisal 3-letno pogodbo. Ivanković, ki igra na poziciji levega zunanjega napadalca, bo do konca letošnje sezone igral za hrvaško Dubravo. Dolazim iz Dubrave, počeo sam u Dubravi. Začel sem v rokometni šoli Vučići, ki deluje v okviru rokometnega kluba Dubrava. Trenirati sem na nagovor prijatelja začel pred 10 leti. 16 leti sem postal kadetski hrvaški reprezentant. Bil sem na Evropskem prvenstvu in olimpijskih igrah mladih, kjer smo osvojili 3. mesto. Tudi na kadetskem Evropskem prvenstvu smo igrali v polfinalu, na svetovnem prvenstvu pa nismo ravno blesteli, zato se bomo skušali z dobrimi igrami oddolžiti na naslednjem Evropskem prvenstvu. I moramo se izkupiti sad na sljedećem svjetskom prvenstvu. Vemo, da bo Josip zapustil klub, da mu poteče pogodba in da ga pač zaradi financ ne moremo zadržati. Čeprav bi si ga želeli, smo spet primorani poiskati mladega fanta, perspektivnega igralca, kateri je član tudi bil vseh mlajših selekcij hrvaške reprezentance. Odlični igralec, iskali smo takšnega igralca, da igra v obe smeri, se pravi, da v obrambi pokrije pozicijo 4 in da je v napadu zelo hiter z spremembami smeri, da je zelo igralen, da dobro sodeluje s krožnim napadalcem, z krilom, in da je tudi zvrsten v tem strelu vdaleč. Ima višino za to in iščemo take igralce. Zdaj pa definitivno, da ne moremo od njega še pričakovati naslednje leto vse, je pa na nam, da ga poskušamo razvijati in seveda pa, da se bo čim hitreje priključil. Ne bom rekel priključil, ampak da bo pokazal take partije, ko jih kaže že v hrvaški ligi. Veseli smo tega, da se tudi mladi igralci iz tujine odločajo za naš klub. Pohvala za vse nas, za dobro delo z mladimi. Odraz tega je tudi značka oziroma priznanje, ki smo ga dobili strani EHF za The Best Academy Award. In mislim, da bo še več takšnih mladih upov tudi iz tujine, ne samo iz Slovenije, se odločalo za prestop v naš klub. Za njega pa vemo, tako smo ga spremljali, ko smo ga potestirali že v prvem prihodu pred časom,
smo ugotovili, da je lahko res velik kup in da mu je Celje, Pivovarna Laško lahko v nadaljevanju tudi odskočna deska za katerega od res velikih klubov v Evropi. Ivankoviča so si v svojih vrstah želeli številni ugledni evropski klubi. Mladi Hrvat pa se je za Celje odločil, predvsem zaradi dejstva, da gre za eno najboljših evropskih sredin za delo z mladimi rokometaši. Pa Celje je velik klub, Celje je klub s tradicijom, sa navijačima, sa jako dobrim navijačima i nadam se da će se to prije vratiti. Prije svega pa... Celje je velik klub, klub s tradicijo in navijači. Ta sredina je znana po odličnem delu z mladimi, saj vsako leto daje nove igralce v reprezentanco in v bogatejše evropske klube. Celje sem izbral zaradi mojega nadaljnjega razvoja, saj sem star šele 20 let in sem praktično šele na začetku resne karijere. Razvoja igračkog, jer tek mi je 20 godina i mene čeka tek rukometni svijet. Ivanković se je o stanju v celjskem klubu pozanimal pri rojakih, ki trenutno igrajo v Celju. Da tu je Veron, s njim sam u reprezentaciji. Govoril sem z Veronom Načinovićem, ki ga poznam iz reprezentance, ter Šarcem in Ivićem. Vsi so mi o celjskem klubu pripovedovali le v superlativih. Krešimir Ivanković ima v svoji karieri visoke reprezentančne in klubske cilje. Pa naravno je htio bi igrati za hrvatsku reprezentancu. Moja velika želja je zaigrati za hrvaško reprezentanco in z njo osvojiti kolajno na velikem tekmovanju. Na klubski sceni pa bi si s katerimkoli klubom želel zaigrati v finalu Lige prvakov. To je to. Prihod Ivankovića bržčas pomeni, da se od Zlatoroga po tej sezoni poslavlja njegov rojak Josip Šarac. V vodstvu celjskega kluba se v zadnjem obdobju intenzivno ukvarjajo s sestavom moštva za prihodnjo sezono. Te kadrovske menjave se zmeraj vršijo oziroma pogovori se izvršujejo v teh mesecih januarja in februarja. Mi smo, bom rekel, da zelo daleč in smo v veliki meri že zložili ekipo tudi za naslednjo sezono, pa tako kot zmeraj bo prišlo verjetno še tudi do kakšne spremembe do konca letošnje sezone. Košarkarji Šentjurja so v predzadnjem krogu rednega dela državnega prvenstva gostovali pri Krki v Novem mestu in izgubili z 69 proti 82. Pri Šentjurčanih je bil najbolj razpoložen kapetan Dalibor Džapa, ki je dosegel 22 točk. Za moštvo, ki ga vodi trener Aleš Pipan, je bil poraz v Novem mestu 8. v letošnji sezoni. O uvrstitvi v Ligo za prvaka bo tako odločal zadnji krog. Šentjurčani pa niso več odvisni le od svojega rezultata. V zadnjem krogu bo Šentjur 6. februarja gostoval pri Hopsih. V primeru zmage nekdanjih državnih prvakov in porazov Podčetrtka proti Šenčurju in Rogaški se bodo v Ligo za prvaka uvrstili Šentjurčani. V primeru, da bo Podčetrtek dobil eno izmed zadnjih dveh tekem, bo on udeleženec Lige za prvaka. Laščani in Polzelani bodo v drugem delu sezone igrali v Ligi za obstanek, Rogaška je že udeleženec Lige za prvaka. Jutri bo sprva precej jasno, ponekod v notranjosti bo zjutraj po nižinah megla. Sredi dneva in popoldne se bo spet pooblačilo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -3, ob morju okoli nič, najvišje dnevne pa od 2 do 8 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, predvsem popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, tudi v soboto pa bo pretežno oblačno, popoldne ali proti večeru bo ponekod občasno deževalo. Z vremensko napovedjo tudi tokrat zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Prijeten sredin večer vam želimo. Nasvidenje.